2/3 Slovenije so prizadele katastrofalne poplave. S tem, ko je sila vode pretrgala mostove in ceste, pa je bila pretrgana, poškodovana ali zalita tudi kabelska infrastruktura Telekoma Slovenije. Hkrati je na prizadetih območjih prišlo do izpada električnega napajanja. Ekipe Telekoma Slovenije in GVO so dan in noč na terenu v izjemno težkih razmerah delale vse, da bi prebivalcem na prizadetih območjih čim prej zagotovili možnost komunikacije. Zaradi izpada električnega napajanja je bilo potrebno delovanje baznih postaj zagotavljati z agregati. Ker ponekod varen dostop do baznih postaj ni bil možen, je bila edina rešitev helikopterski prevoz. V času največjih vplivov je bilo moteno delovanje 40 baznih postaj, kar je vplivalo na 5–6% prebivalstva. Voda je popolnoma uničila tudi funkcijsko lokacijo v Mengšu in odnesla lokacijo Radmirje, vključno z vso telekomunikacijsko opremo. V teh poplavah je bilo naše omrežje na širšem območju Kamnika zelo poškodovano. Predvsem prekinjene so bile te centrale, bazne postaje. V Mengšu je bilo najhujše, je treba vse na novo še enkrat narediti, elektriko, vse panele na novo prešvasati, fantje delajo konstantno. Na terenu itak ni enostavno, rešujemo, kolikor se le da od hiše do hiše, delamo provizorično, samo da bo strankam začeli delati, pa da bodo lahko imeli storitve. Vloga naših fantov in deklet na terenu je bila ključnega pomena. Bili so odzivni že takoj v štartu, nesebično so pomagali tako lokalnemu prebivalstvu, kot pa tudi pri odpravi napak in pa ponovni vzpostavitvi telekomunikacijskega prometa. Na tem mestu se moram res iskreno zahvaliti vsem skupaj kot kolektivu in vsakemu posebej, ki so nesebično pomagali v teh težkih trenutkih in nudili pomoč tako lokalnemu prebivalstvu, kot tudi pri vzpostavljanju ponovnega telekomunikacijskega prometa. Potrebno je ogromno koordinacije med samimi ekipami GVO-ja, med ekipami Telekoma Slovenije, tudi med zunanjimi ekipami, predstavniki občin. Na terenu vidiš ogromno nekih težkih zgodb, te ljudi skušaš poslušati, razumeti, je pa težko. Telekom Slovenije je mobilne storitve na prizadetih območjih vzpostavil prvi, tako da je prek nacionalnega gostovanja komunikacijo o svojem omrežju omogočal tudi uporabnikom vseh ostalih operaterjev v Sloveniji. Ob tovrstnih kritičnih razmerah, kot so bile poplave, je še posebej pomembna odpornost kritične infrastrukture. Omrežje Telekoma Slovenije se je tudi v teh razmerah izkazalo kot izjemno odporno. Ob tem se zahvaljujem našim sodelavcem Telekoma Slovenije in družbe GVO, seveda pa tudi vsem domačinom, civilni zaščiti, gasilcem, policiji in vojski, ki so nam pomagali v najkrajšem možnem času vzpostaviti nemoteno delovanje naših storitev. Sanacija fiksnega omrežja bo izvedena v nadaljevanju skupaj z sanacijo ostale javne infrastrukture. Ob tem še enkrat poudarjamo, da je omrežje Telekoma tisto, na katerega lahko računamo tudi v najtežjih razmerah, ne samo uporabniki, ampak vsi ostali, ki koristijo naše storitve.